To je Jan. To so njegove palice. To so njegove slušalke in to je njegov čik. Jan je običajno neobičajen dijak, ki bo kmalu postal neobičajno običajen študent. Jan ima težavo, katero je zapakiral v 3 preproste besede. No ja, skratka. Kam, kaj in zakaj? Kam naprej? Kaj je razlika med študiji? Zakaj izbrati enega namesto drugega? V šoli teh odgovorov ni dobil, saj je bil prezaposlen z vrtenjem svojih palic, poslušanjem glasbe na njegovih slušalkah ter zvijanjem čikov. Na informativnem dnevu pa je uspel izluščiti le informacije o proizvajalcih bombonov. Na njegovo nesrečo pa tudi pri brskanju po spletu vedno zaide v napačne informacije o študiju. Jan se svojih napak zaveda, zato mu bomo pomagali. Kaj ne, Jan? Kekac, Mojca in Rožle. Kekac je z višje šole, ki traja 2 leti. Z opravljeno višješolsko izobrazbo si bo pridobil 120 kreditnih točk ter stopnjo 6/1. Njegov študij je usmerjen bolj v praktično delo. Cilj višje šole je študenta izobraziti v določen poklic. Kar 40% učnega programa je sestavljeno iz praktičnega dela. Ni več neuporabnih predmetov, kot so fizika, kemija in matematika. Mojca obiskuje 2. letnik visoke šole, a jo čaka še 1 leto, saj študij visoke šole traja 3 leta. Po končanem študiju bo pridobila 180 kreditnih točk ter stopnjo 6/2. Enako kot Kekac se mora Mojca praktično izobraziti. Na njeno srečo pa ima prakso v veliko manjši meri. Rožle! Rožle bi lahko študij zaključil letos, v njegovem 3. letniku, a se je odločil za 4-letni program univerzitetne izobrazbe. Na uni programu lahko pridobiš 180 ali 240 kreditnih točk v 3 ali 4-letnem izobraževanju. Rožle ima možnost praktičnega izobraževanja, vendar mu to ni nujno potrebno. Ima pa zato polne roke dela z učenjem. A kljub vsemu bo Rožle dosegel enako stopnjo kot Mojca, 6/2. Oba bosta lahko nadaljevala na 2. stopnjo bolonjskega izobraževanja. Jan, če imaš vprašanje, bo potrebno dvigniti roko. Aha, KT ali ECTS so točke, ki omogočajo lažje vrednotenje študijev po Evropi. En letnik obsega 60 kreditnih točk. Ena kreditna točka pa pomeni med 25 do 30 ur obremenitve študenta. Kje sem ostal? Aha, 2. stopnja. Iz VS in Uni lahko nadaljuješ na podiplomski magistrski študij 2. stopnje. Po 2. stopnji pa lahko opraviš tudi 3., doktorsko stopnjo. Ne take vrste doktorja. Kaj to, materna, ha? Mislite, da jaz te steni govorim, a kaj? No, pa ponovimo. Če si v srednji šoli raje pomagal hišniku, kot poslušal pri urah biologije, potem razmišljaj v smeri višješolskega študija. Vkolikor kolebaš med višješolskim in univerzitetnim študijem, potem se pozanimaj o visokošolskih programih. Če si v osnovni šoli opravil zlato bralno značko, potem je univerzitetna stopnja tvoja izbira. No, Jan, k čemu se nagibaš? Če si praktičen tip in bi se rad čim bolj praktično izobrazil v smeri željenega poklica, je to odlična izbira. Čestitam! Ne pozabi še tega, da sta višješolska prijavna služba in prijavna služba Univerze v Ljubljani ločeni, tako da pozorno, kam boš poslal svojo vpisnico. Seveda pa ne pozabi izkoristiti svojih bonov, absolventa, norih študentskih žurk in vseh vrst eksotičnih muck. Kaj? Pa se ne smem malo spominjati.